V bistvu me kar dosti krat vprašajo za zapiske, tudi jaz sprašavam, v bistvu, ko sem bila dosti bolana letos. Z ukvarjam smučanjem in če sem cel teden v šoli, je že praznik, no. Tako da. Ponavadi vprašam vedno isto sošolko za zapiske. Jaz nimam ene osebe, da bi točno na njo sprašaval. Rajši več ljudi, ka ponavadi, če enega sprašavaš, se ti pol naslednjič ti neka, kaj bom jaz zdaj tebi tlele pošiljal stalno, ne. Takrat, ko sem manjkala tudi ena, ki vedno sprašavam. Pol sem mogla sprašavati na grupo in tam v bistvu sem mogla dosti čakati, da sem dobila. Nas je dosti tako, se bo poslal uni, saj se bo zmenil z unim, te skupine niso vedno prav najboljši način za priti do zapiskov. Eni kar lahko tudi pozabim, mislim, tudi jaz pozabim, da no, kdaj, no. Kako je to mogoče? Saj sem samo človek, no. Kdaj sem bila tako malo jezna, zato ker ljudje ful težijo ti v bistvu, če jim ne pošlješ in pa tudi oni tebi ne pošljejo. Pol si malo tako. Zapiski prvi stvari so zelo pomembne, zato ker je pravzaprav to najpomembnejši vir učenja. In ko si med sabo sposojajo, tako sodelujejo, spodbujamo jih na tak način tudi, da krepijo neko solidarnost, odnose med sabo, se pravi, gradimo skupnost na tak način. Če kdo rabi, poslikam in pošljem. Moram biti pozorna, da se mi pač roka ne trese. Ne moreš poslati stresenih zapiskov, ne? Pa da je pač megleno prostor, da je slaba svetloba in to. Manjko sem pred počitnicami in sem se že prej zmenil s punco, ker se mi zdijo bolj resne in imajo lepše pisavo. Je dosti počrtanega, dosti obkroženega. Ponavadi so moji zapiski kar zaželeni, no, ko pišem še kar v redu, no. Mislim, tako, to je moja presoja. Če mi kdo reče pošljem, ne najrajši pošljem, ker se pol sekiram, če znajo prebrati mojo pisavo.